Dragi prijatelji Davida Tasića. Da, z dragi prijatelji je David Tasić začenjal mnoge svoje javne nastope. Danes smo se zbrali njegovi prijatelji, da se mu poklonimo ob njegovem mnogo prezgodnem slovesu. Pretreseni smo ob izgubi. Korak se nam je ustavil, da zberemo svoje misli in čustva ob človeku, ki nas je poživljal s svojim pogumom, jasnim pogledom in besedo, ter predvsem svojim neizmernim sočutjem in človeškim dostojanstvom, ki jo je izžareval. Današnji shod organizirata iz globokega spoštovanja in hvaležnosti do svojega člana Društvo političnih zapornikov in drugih žrtev komunizma ter Odbor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Odbor 2014. David Tasić se je rodil 28. junija 1962 v Kruševcu, materi Slovenki iz Mosta na Soči in očetu Srbu iz Kruševca. Mama in oče sta se spoznala, ko sta oba študirala v Ljubljani. Po študiju sta se preselila v očetov rodni kraj. David Tasić je bil edinec in od malih nog deležen vzgoje skrbnih staršev. Mama, po izobrazbi psihologinja, se je z njim veliko pogovarjala po slovensko. Tako Davidu zaradi jezika ni bilo preveč težko, ko je prišel v Ljubljano na študij novinarstva. David je že v času študija pisal za različne časopisne hiše. Zaradi dobrega novinarskega dela si je v Jugoslaviji prislužil tudi priznanje za najboljšega mladinskega novinarja. Njegovi zapisi razodevajo izostren čut za pravičnost, ki ga je naredil občutljivega za družbene krivice in omejevanje svobode. Kritično je spremljal politične razmere v totalitarni Jugoslaviji in razkrinkaval njene tabuje, objavljal je zgodbe političnih disidentov in marginalnih družbenih skupin in že leta 1987 pisal o Golem otoku. 3 mesece potem, ko je spoznal svojo bodočo ženo Tanjo, so ga zaprli. Od takrat naprej ga pozna najširša slovenska javnost. Pred vojaškim sodiščem v znamenitem procesu proti četverici JBTZ Janša, Borštner, Tasić, Zavrl je bil obsojen na 5 mesecev zapora. Kazen je kasneje višje vojaško sodišče dvignilo na 10 mesecev. Ko je bil poleti 1989 pogojno izpuščen iz zapora, je zapustil novinarske vode in se podal v založništvo. Njegova založba je objavljala dela, ki so bila dotlej prepovedana in zamolčana. Med drugim je objavil Debeljakovo Črno mašo za pobitev v Kočevskem Rogu in še več kot 1000 drugih del, s katerim je širil kulturna obzorja življenja na Slovenskem. Z ljubečo ženo Tanjo sta skupaj preživela 31 let. Življenje sta dala 4 čudovitim puncam, na katere je bil David neizmerno ponosen. Davidovo javno delovanje je bilo do zadnjega usmerjeno v graditev boljše in pravičnejše Slovenije. Junija leta 2014 je bil ustanovni član odbora 2014 in se pogosto udeleževal protestov pred sodiščem. Na protestih je poudarjal, da ni nujno, da se v Sloveniji glede vsega strinjamo. Moramo pa se strinjati glede temeljnih človekovih pravic, kot so pravica do življenja, svobode, mišljenja in govora ter poštenega sojenja. Pred 2000 leti se je Jezus povzpel na goro in množici ob njenem vznožju povedal nekaj temeljnih evangeljskih resnic. Med njimi tudi: blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Zaradi te obljube smo lahko prepričani, da je David že tam. David Tasić je imel veliko prijateljev, a eden med njimi, Janez Janša, je prav poseben, saj sta skupaj preživela mnogo lepih in težkih trenutkov, v katerih sta soustvarjala nekatere ključne dogodke slovenske zgodovine zadnjih 35 let. Vabim gospoda Janeza Janšo, da spregovori svojemu dragemu prijatelju in našemu žalnemu zboru.
spoštovani žalni zbor, spoštovani prijatelji Davida Tasića. Zdaj bilo je naprav tako lep sončen dan, kot je današnji, leta 1991, oktobra, natančno pred 28 leti, ko smo iz helikopterja spremljali umik jugovojske v koprsko pristanišče in potem zvečer in po noči odplutje zadnjih ladij iz slovenskega teritorialnega morja, zadnjih ladij z agresorskimi vojaki. Ko smo leteli takrat nad Slovenijo, ki je dokončno postajala svobodna, in res je bil lep sončen dan, ravno takšen kot danes, so mi pred očmi stajali prizori iz zadnjih let, ki so, za katere smo vsi vedeli, da so o dogodkih, za katere smo vsi vedeli, da so pripeljali do tega končnega dejanja slovenske osamosvojitve. In na temi prizori je bil zelo močan ta prizor z Roške. In danes, ko se poslavljamo od Davida, smo na nekem simbolnem kraju v Muzeju slovenske osamosvojitve, kjer lahko vidite na stenah slike iz tistih dni leta 1988 na Roški in hkrati tudi iz tistih dni leta 1991, ko smo se dokončno osvobodili agresorske armade in postali suvereni na svojem ozemlju. Zdaj, Davida Tasića sem srečeval kot priložnostni novinar velikokrat po ljubljanskih ulicah, največkrat tam na Nazorjevi, zraven znanega kultnega lokala Kava. Veliko smo govorili, izmenjavali kakšne članke, si dajali kritike in spodbude. Vendar pa nikoli nisem imel prej priložnosti, da bi preživel z njim kak dan ali dva na kakem izletu, kjerkoli, mislim, da tudi na kakem kosilu prej niso bilo. Potem pa je usoda oba pripeljala v ta vojaški pripor na Metelkovi, kjer so bila skupaj praktično 2 meseca zaprta nekaj metrov stran, pa se nikoli niso videli. Šele potem, ko je na koncu sledilo sojenje, tam imamo tudi to tablo z vojaškega sodišča na Roški, so pravzaprav oba dognala, da sva tam, zakaj pravzaprav gre. In vse tista skupna usoda je naju zelo povezala. In kasneje se pravzaprav v Sloveniji ni dogajalo nič pomembnega, ne da bi se po teh pomembnih dogodkih tudi srečevali. Res pa je David bil simbol človeka ali posebnosti, ki skuša narediti vse, da ne bi v ospredju. Kljub temu, da je bil pogumen novinar, raziskovalec, nekdo, ki je imel rad resnico in se je za njo boril. Nikoli ni hotel, da je njegova slika nekje zraven tega dela. In pravzaprav je kasneje tudi, vedno, ko je bil zraven, rekel, recimo, ko smo urejali ta zbornik 7 let pozneje, 8 let pozneje, 25 let pozneje, je rekel, ne mene napisati prvega, ali pa bom prispeval, je rekel, sem ne me dati na naslovnico. Tak je bil, čeprav se je ukvarjal z knjigotržstvom in naredil lepo založbo s lepim slovenskim imenom Karantan. Poleg ob teh, verjeli smo, ko smo se srečevali ob teh obletnicah naših aretacij, večinoma 31. maja, vsako leto,
in ob nekaterih drugih dogodkih, da niso stvari vse takšne, kot smo si želeli, da pa kljub temu ne bo potrebno, da se spet kje srečujemo pa združujemo pod podobnim imenom, kot takrat, ko so nas pustili iz zapora leta 1988 in ko smo sodelovali na sestankih odbora oziroma kolegij odbora za varstvo človekovih pravic. Pa se je pač zgodovina ponovila, več ali manj z režijo in sodelovanjem istih ljudi kot leta 1988. Šlo je leto 2014 in takrat je pa David zelo odločno, kar je mnoge mogoče tudi presenetilo, stopil v ospredje in zastavil svojo besedo takrat za mojo svobodo proti temu montiranju političnemu procesu Patria. In takrat so bili redki dnevi, ko se nisva slišala po telefonu in razglabljala o tem, kaj je tisto, kaj je bilo spregledano po letu 1988, da se lahko ta del žalostne zgodovine ponavlja. In ena od stvari, ki so jih dognala, bilo to, da se je pač pustilo tistim, ki so pravi mojstri v ponarejanju resnice, da so imeli praktično proste roke. Iz tega je potem išla tudi ideja, da se ustanovi ali pa na novo ustanovi društvo političnih zapornikov in drugih žrtev komunizma, ki je bilo ustanovljeno po osamosvojitvi, pa so ga tudi nekako razdelili uspešno. In ko smo tam pol sedeli, večina članov je bilo že zelo v letih, je na koncu pač padel predlog, da David prevzame vodenje tega društva in je pristal. Čeprav verjamem, da bi veliko dal, da mu ne bilo treba, ampak ko je videl, da pač mora, je to naredil, da je potreba, je to naredil in pač na noge smo ponovno postavili društvo, za katerega smo verjeli, da pač mogoče niti ni potrebno, da v Sloveniji, ki je članica Evropske unije, Zveze NATO, prejšnja 30 letja, skoraj po osamosvojitvi, da sploh obstaja. In veliko, čeprav ni imel veliko časa, ampak je veliko tega, kar mu je preostalo, namenil delo tega društva in vzpostavili smo tudi sodelovanje z nekaterimi društvi iz sosednjih, iz drugih evropskih držav, tako da je bil ponovno, tudi formalno, aktivist za resnico. Nazadnje, nekateri ste bili poleg, je tudi govoril, ko se je pripravljal proces zoper Patra Strelica pred sodiščem tam na Malem trgu. In njegova beseda je bila tista, ki je zelo globoko zarezala v tisto zatohlo predsodniško ozračje in kasneje je bil ta proces tudi ustavljen. V zadnjih dneh je klicalo veliko ljudi in izražalo sožalje in spraševalo po okoliščinah, vse je Davidova smrt presenetila. Je praktično najmlajši od četverice, Franci Zavor in Ivan Borštner, ki sta tudi tukaj danes, in jaz smo vsi starejši in nihče ni pričakoval, da se bomo zbrali ob taki žalostni priložnosti, ravno bo odšel David. Med tistimi, ki so klicali v zadnjih dneh, so bili tudi sotrpini iz Hrvaškega društva političnih zapornikov. Ante Kovačević mi je danes zjutraj dejal, ko se je opravičil, da pač ne more na to žalno sejo, je rekel, prenesite tudi naše sožalje, kajti danes se boste poslovili od viteza.
mislim, da je to prava beseda, ki jo lahko najdemo, če skušamo poiskati eno besedo, z katero bi lahko opisali Davida Tasić. Prijavite slovenske pomladi, slovenske osamosvojitve in zelo ga bomo pogrešali. Izkoriščam to priložnost, da ponovno izrazim sožalje vsem, ki ste ga imeli radi, ki ste ga poznali in ki v teh dneh skupaj sočustvujemo z njegovo družino. Ohranili ga bomo v trajnem spominu. Hvala lepa, gospod Janez Janša. Ko se je umaknil iz novinarstva, se je David povsem posvetil dvema svojima največjima ljubeznima. Družini, ki ste ustvarila ženo Tanjo, in knjigam, ki jih je rad bral, pisal, urejal in tiskal. Skoraj da se ni oglašal v javnosti, saj ni užival v soju žarometov. To se je spremenilo junija 2014, ko je vladajoči režim brez vsakega dokaza po krivici zaprl Janeza Janšo. Takrat je ponovno javno povzdignil svoj glas. Vabim predsednika Odbora za varstvo človekovih pravic in svoboščin Odbora 2014, da nas spregovori o svojih spominih na tisti čas in o svojem sodelovanju z Davidom. Dragi David, dragi prijatelj, ponovno se mi je zgodilo, da sem zamudil. Pred kakšnim mesecem in pol sem se pogovarjal s tvojo ženo, ki mi je povedala, da si precej bolan, da si prestal operacijo in da ne kaže najbolje. Predvsem zato, ker nič ne počivaš in nič ne delaš na tem, da bi shujšal. No, sem ji rekel, s hujšanjem imam pa jaz zadnje čase kar nekaj izkušenj, se tudi sam trudim na tem. Ga bom poklical, pa bova skupaj hujšala. Pa ga nisem poklical. Dragi David, zato se ti opravičujem. Pa ne zato, ker bi mislil, da bi te moje izkušnje izhujšanje rešile prezgodnje smrti, ampak zato, ker sem bil tako brezbrižen do tebe. Ne da bi se opravičeval, ampak taki smo večinoma ljudje. Pokličemo, če kaj rabimo, drugače pa ne. Ti nisi tako. Večkrat si me poklical, ne da bi kaj rabil. Hotel si mi samo slišati, zvedeti, kako sem, in na koncu je sedil tvoj obvezni, dej, morava iti čim prej na pijačo. Zate je bil pomemben človek. Kaj misli, kako se počuti, kaj ga teži, česa se veseli. Z veseljem si se veselil, žalostnim si bil žalosten. Bil si odličen poslušalec v pogovoru in se trudil, da bi videl človeku v srce. Zato so bile tvoje besede take, da so segale do srca. Naj bilo to v osebnem pogovoru, na televiziji ali če si govoril na shodu. Bil si človek odprtega duha. Se mi je zdelo, da si prav užival, ko si srečal koga, ki je bil čim bolj različen od tebe. Na začetku se mi zdi, da naju je to posebej močno povezovalo. Enega najnih prvih pogovorov si začel nekako v tem smislu. Veš, jaz mislim, da sem ideološko precej daleč od tebe, ampak te zelo spoštujem, ker vidim, da verjameš v to, kar delaš. In potem sva, bolj ko sva se pogovarjala, ugotavljala, da do zelo podobnih življenjskih zaključkov prihajava iz morda različnih izhodišč. Ker si bil človek odprtega duha, si bil človek širokega srca. Nepopravljiv optimist s svetniškim zaupanjem, da dobro v človeku premaga tisto, kar je v njem slabega. Tak človek hitro zgleda naivno, ampak ti nisi bil naiven. Si bil realist, nisi pa si pustil vzeti veselja, da bi iskal dobro v človeku. V vsakem človeku. Tudi v nasprotnikih. Tudi v tistih, ki so ti delali krivico. Ja, David, tak si bil in tak si mi bil čarovno všeč. Ker si bil tako drugačen. Ne vem, če je en tak, kot si ti na milijon. Tak je bil tvoj življenjski moto, za njega si včasih plačal visoko ceno, ampak zate ni bila nobena cena v tem smislu previsoka.
Še ena stvar me je navduševala pri tebi. Občutek, kaj je prav in kaj je narobe. In ko se ti nekaj ni zdelo prav, si bil pripravljen vse pustiti in iti v boj za pravico. Pri odboru v 2014 se je to v vsej polnosti pokazalo. Kot ustanovni član si se mu pridružil srčno in zavzeto, brez vsake računice. Naredil si veliko, prispeval veliko idej in pobud, ter z bogatimi izkušnjami, ki si jih imel iz odbora leta 1988, usmerjal naše delo. Ključen del tvoje zagnanosti pri odboru 2014 sem pripisoval tvojemu dolgoletnemu prijateljstvu z Janezom Janšo. In sem te zaradi tega tudi zelo spoštoval, ker nisi zapustil prijateljev v stiski, čeprav so ga mnogi zapustili. Ampak čez nekaj let si mi nevede pokazal, da sem se nekoliko motil. Tudi pri odboru 2014 je na prvem mestu vodil občutek, kaj je prav in kaj je narobe. Se spomnim, kako si me poklical, ko si izvedel, da Pater Tadeja Strehovca preganjajo zaradi nekega članka. Pater Strehovca sploh nisi osebno poznal, on pa ne tebe. Mislim tudi, da se za vsebino članka nisi čisto strinjal. Niti nisi vedel, če bom jaz kaj delal na tem. Ampak sama pomisel, da hočejo zapreti enega vidnega človeka zaradi njegovega pisanja, se ti je zdela kriminal do samega temelja demokracije. Redko sem te videl ali slišal tako razburjenega. Se spomnim, da si mi rekel nekaj v tem smislu. Temu se je treba upreti. Če boš kaj delal na tem, računaj name. In potem si me še enkrat poklical in rekel, vem, da taka stvar stane. Če boš rabil kaj denarja, bo tudi tako pomagal. Pa ni bil bogat. Se je založništvo panoga, ki je zmeraj v krizi. Danes pa zaradi interneta in novih tehnologij še toliko bolj. Ampak čutil si dolžnost in se dal na razpolago. Cel in ves. Zato, ker je bilo tako prav. In potem si bil res govorec na prvem shodu 10. oktobra 2018, kjer si izpovedal po moje svojo duhovno oporoko. Predlagam, da tiste dele, kjer je David uporabil ime Tadeja Strehovca, vsak sliši svoje ime in priimek. In ko kdo iz teh krogov vendarle pokaže pogum, spravi te pa citat od Davida Tasić. In ko kdo iz teh krogov vendarle pokaže pogum in da vedeti, da je demokracija za vse in svoboda za vse. In da si vsi, ne glede na svoj poklic, imamo pravico izražati svoja mnenja, če le niso žaljiva in nestrpna. Potem se sprožijo mehanizmi diskvalifikacij, ki na koncu pripeljajo do tako absurdnih procesov, kot je ta, v katerem se je v vlogi obtoženega znašel duhovnik in nadškofijski funkcionar Tadej Strehovec. In temu se je treba upreti. Tadej Strehovec, ne glede, ali se z vašimi stališči strinjam ali ne, ne glede na to, da sem prepričan, da je po vsaki debati treba imeti pred očmi, da vsak človek v naši skupnosti mora imeti pravico, da odloča o svoji usodi in da to pravico v njegovem imenu ne more prevzeti država ali v njenem imenu nek državni uradnik. Z vsemi močmi podpiram vašo pravico do izražanja vaših stališč. Podpiram vašo pravico do svobode govora, ki je ena od najvišjih vrednot človekove svobode nasploh. Če izgubimo pravico do svobodnega izražanja misli, če izgubimo pravico do svobode govora, bomo izgubili tudi možnost dialoga, ki je nujen za napredek vsake družbe. Če izgubimo možnost biti kritični do družbenih pojavov, do politike in oblastnikov, če zdrsnemo v družbo, kjer vsi morajo misliti enako, bomo izgubili še ta žarek demokracije, ki ga je treba skrbno varovati. Tadej Strehovec, vaša pravica do svobode govora je vaša pravica do svobode. In vaša pravica do svobode je danes, ko je ogrožena, postala tudi moja pravica do svobode. Branil jo bom. Branil bom vašo in mojo svobodo z vsemi sredstvi, po ceno življenja. Ker brez svobode se ne da živeti. Brez svobode je življenje le privid življenja.
Dragi prijatelj David, naj ti da vsemogočni Bog, Bog ljubezni in vse dobrote, po katerem si posebej v zadnjem času hrepenel in ga neutrudno iskal, večni mir in pokoj. Hvala lepa, Aleš Primc. David Tasić je bil velik ljubitelj umetnosti, vseh zvrsti. Še posebej mu je bila blizu literatura. Med pesniki in pisatelji je imel veliko prijateljev. Eden od njih je bil tudi spoštovani Tone Kuntner, ki ga vabim k besedi. Dragi David, ob tem slovesnem trenutku slovesa bi se ti rad za dobroto, pokončnost in zvestobo zahvalil še za dve stvari. In sicer najprej za vse, kar si stvoril, da je svetela in razcvetela slovenska pomlad. In drugič, posebno in osebno, za mojo zadnjo knjigo Zamrznjena pomlad, ki je šla v tvoji založbi lani ob 30-letnici slovenske pomladi. In po tvoji ideji, da vključim v izbor svojih pesmi izbrana Cankarjeva besedila, kakor sem to storil na mnogih umetniških nastopih. Zato se bom po tebe poslovil s svojimi in Cankarjevimi besedami iz te knjige. Zahvaljeni brezsrčno za ljubezen, gorečo, brez vračila in plačila, se bi drugače ne bila ljubezen, ki ste živeli in živite, ki ste z njo gradili in gradite dom in domovino. Zahvaljeni brezsrčno za ljubezen, ki je vgrajena v vse, kar je zgrajeno, in je blagoslovljeno vse, kar je iz nje rojeno in storjeno. Zahvaljeni. Zahvaljeni, ki ste zapisali s krvjo v rodno zemljo nosrčne knjige, ki ste z njo učili v minljivost, ne vedoč, da ni minljiva. Zahvaljeni, ki z njo delite naš usodni čas. In zahvaljen čas, ki ga živim in ga sprejemam kakor dar in milost. Ivan Cankar je rekel, nisi pomislil, da to zlato klasje, ki je bilo pokošeno in povezano v snop, je ni umrlo, temveč da bo obrodilo 1000-kratno življenje. Nisi pomislil, da še nikoli nobena solza ni bila potočena za ston, še nikoli nobena kaplja krvi ni bila prelita za ston. Pomislil nisi, da je smrt mati in da teše nebeški tesar mrtvaško posteljo in zibel v bene. Hvala lepa, gospod Tone Kuntner. Sožalje ob izgubi Davida Tasića izrekata tudi predsednik Društva političnih zapornikov Hrvaške, magister Marko Grubišić, in častni član Društva političnih zapornikov Slovenije, dr. Ante Kovačević.
Dragi prijatelji Davida Tasića, hvala vam, da ste se udeležili te žalne seje. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v ožjem družinskem krogu. Vsi pa ste lepo vabljeni, da se udeležite svete maše, ki bo zanj darovana v torek, 29. oktobra, ob 19. uri v Frančiškanski cerkvi na Tromostovju v Ljubljani. Vabljeni, da se vpišete v žalno knjigo zadaj. Ob zaključku našega žalnega zbora vabim gospo Lejlo Ergl, da nam pomaga, da skupaj zapojemo pesem Lipa zelenela je.